Pred nami je veliki dogodek Mladifest v Medžugorju. Zato je tokrat z nami gospodična Petra Vinčec, ki je koordinatorka in dejansko tudi soorganizatorka tega dogajanja. Lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas, da ste danes z nami. Dober dan, z veseljem. No, ko govorimo o temle dogodku, kaj je sploh Mladifest, ki se bo odvil v teh dneh? In zakaj je ta dogodek pomemben za mlade? Kje je tista glavna točka, stečiščna? Ja, Mladifest je, kot že ime samo pove, festival mladih, ki se vsako leto odvija v Medžugorju. To je kraj znan po marijnih prikazovanjih. Zdaj septembra lani je Sveti sedež izdal pomemben dokument za Medžugorje, ki pomeni nihil obstat za pozitiven vpliv pastoralnih dejavnosti v Medžugorju. Sicer ne potrjuje tako imenovanih nadnaravnih dogajanj ali pa marijnih prikazovanj, ampak pa potrjuje, da Bog v teh krajih dela res velike stvari. In se mi zdi, da je to ta glavni vidik, zaradi katerega tudi mladi se odločajo, da bodo romali v Medžugorje in pa predvsem na ta velik festival Mladifest. Torej, kako pa je nastal ta festival? Kje so tisti zametki nastanka, kje je tisto zgodovinsko dogajanje? Ja, prvi Mladifest je leta 1990 organiziral medžugorski frančiškan fra Slavko Barbarič. In na tem prvem festivalu, ki je potekal tam pod enim šotorom, se ga je udeležilo okoli 100 mladih, pa 2, kot pravijo oni, svirača na kitari in pa nekaj pevcev. No in ta festival je potem čez leta prerasel v festival, ki je mednarodni in se ga udeleži več kot 50,000 mladih z celega sveta in 800 duhovnikov. Torej, ali je že prej imel ta dogodek isto ime? Oziroma se je enako imenoval Mladifest že od vsega začetka? To pa mislim, da ja. Odlično, da je tradicija se ohranila skozi toliko let. Ja, tudi kar se tiče programa, so zelo, pač držijo se tega, kar so postavili, tudi smernice. No, zdaj, to je tak festival, ki ima sicer zelo malo nekega festivalskega dogajanja, ker smo ga mogoče vajeni iz kakšnih drugih festivalov. Večina dogajanja je za vse udeležence hkrati, to se meni zdi najmanj tako festivalsko, se pravi, da je poudarek na nekem občestvu, da so skupaj, da stvari, kateheze, pričevanja poslušajo skupaj. In kar se tiče teh nekih osnovnih smernic festivala, se mi zdi, da jim ostajajo zelo zvesti. Torej, omenjali ste že nekaj programov. Kaj vse pa se odvija na samem dogodku? Katere aktivnosti so morda najbolj priljubljene? Ja, zdaj vsak dan poteka program na glavnem prizorišču, to je zunanji oder cerkve Svetega Jakoba v Medžugorju. Tam potekajo v jutranjem delu programa pričevanja in pa kateheze, ki jih pripravijo vsako leto drugi gostje, nekaj tudi frančiškani iz Medžugorja. Potem se te kateheze in pričevanja nadaljujejo tudi v popoldanskem programu. Vmes je en daljši odmor za kosilo, seveda. Sicer se mi pa zdi, da mladi najbolj uživajo v festivalski glasbi. Med temi pričevanji in katehezami je namreč so taki glasbeni odmori, pesem, petje, ples. In se mi zdi, da se ustvari res eno tako posebno vzdušje, ko 50,000 mladih poje in pleše tam skupaj. Glasba povezuje. Tako, zagotovo. To potem pa mogoče tudi v jutranjih urah, preden je še prevroče, se mladi tudi radi odpravijo na bližnja hriba, Podbrdo in pa Križevac. Na Podbrdu naj bi se prikazala Marija večkrat, potem na Križevac se pa ponavadi moli križev pot. Duhovnost pa je tudi zelo pomembna in iz tega tudi izhaja duhovna skrba in molitvene dejavnosti v okviru festivala. Kako je s tem? Tako, ja, meni se zdi, da se Mladifest najbolje opišemo kot molitveni festival. Tega je res, duhovne oskrbe je veliko in je tudi zelo bogata. Velik poudarek je na zakramentu svete spovedi in sama vem, pa tudi po pričevanjih mnogih mladih, da ravno po zakramentu svete spovedi so preko Mladifesta dobili res velike milosti.
To potem pa tudi en močan duhovni vidik Mladifesta je adoracija, ki vsak dan sledi sveti maši, se pravi slavljenje živo navzočega Boga. To je tudi zelo močna duhovna izkušnja tam. Torej, kakšen pa je pomen srečevanja vseh mladih iz različnih držav, kultur in kako lahko kateheza, ki se na dogodku odvija, zaobjame tako veliko število ljudi? Ja, jaz, ko sem se prvič udeležila Mladifesta, sem imela pričakovanje, da bo to pač nek festival po bosanskih standardih, ki se ga bodo udeležili bolj mladi iz teh držav bivše Jugoslavije, recimo Srednje Evrope, tako no. Potem me je pa res presenetilo, kakšna množica mladih in to ne samo iz Evrope, ampak tudi iz kakšnih oddaljenih držav, kot so Južna Koreja ali pa ZDA. In to je res masa ljudi, ki pa se mi zdi, da kljub nekim kulturnim razlikam, ki jih imamo med seboj, da nas povezuje vera v enega Boga in tako se tudi prek kateheze povežemo. Ena tudi zame zanimiva izkušnja je bila recimo lansko leto, ko sem pela v festivalskem zboru in imela tudi tam, ker je pač mednarodni, možnost spoznati res te mlade iz celega sveta in še malo z drugega vidika videti festival. Ali vas smem še vprašati, kako ena kateheza, kot ste že omenili, da združi toliko ljudi, kako jo uspete na nek način preko festivala posredovati takšni množici mladih? Ja, zdaj sami organizatorji festivala so seveda pač tam v Medžugorju. Je pa to zelo preprosta stvar, no. Ponavadi se dan začne z molitvijo k Svetemu Duhu, potem pa sledijo te kateheze. Na začetku festivala jih vodijo pač ti patri, frančiškani iz tam, in to deluje tako, ne vem, najlažje mogoče to povem kot neka pridiga, ampak zagotovo ne v kakšnem suhoparnem smislu. Pač tisti, ki vodi katehezo ali pa pričevanje, nagovori množico pred seboj. Seveda ti deli programa niso obvezni za mlade, ampak se jih mladi radi udeležijo, ker so kateheze zelo poglobljene, pričevanja pa zelo navdihujoča. To so ponavadi take zgodbe ljudi, ki so v življenju res dali skozi neverjetne stvari in tudi pričujejo potem o tem, kakšen vpliv je imela nanje Božja pomoč in Božja milost. Odkot pa ponavadi pridejo tele pričevalci, kako jih organizator izbere? Morda nam bi lahko zaupali. Ja, to je dobro vprašanje, na katerega tudi jaz nimam odgovora. Namreč organizatorji festivala zelo malo informacij dajejo ven pred festivalom. Zdaj ne vem, a je to kakšen poseben razlog, bi jih bilo zanimivo vprašati. Da je presenečenje. Ja, lahko gledamo tudi z tej strani, pa je potem v resnici dobro. Torej ja, vsako leto pričevalce in vse, ki vodijo kateheze, vidimo prvič šele, ko jo imajo in niti tudi, ne vem, recimo lani pevci in igralci v orkestru nismo vedeli, kdo bo imel katero katehezo in pričevanje, so pa potem posneta in so dostopna na YouTube kanalu festivala. Torej vse je že na nek način izziv, presenečenje. Tako, ja. Neko pričakovanje. Pridi in ugotovi. Kako pa na dogodek pridejo mladi, ki nekaj iščejo? Kako pa skozi ta festival lahko vsak posameznik poglobi svojo vero in odnos z Bogom? Ja, kot sem že prej rekla, je priložnosti za duhovno obnovo res veliko. Je pa od mladih odvisno, koliko so pripravljeni sprejeti vse, kar jim je tam ponujeno, koliko so si pripravljeni od tega vzeti. Se mi pa zdi, da mladi tudi v večini grejo z nekim namenom, da nekaj iščejo, ali iščejo sami sebe, ali grejo z namenom, da pač rabijo kakšen duhovni oddih, zaradi tega grem na vse zadnje tudi jaz rada v Medžugorje, ker se mi zdi, da to je ena taka majhna bosanska vasica, kjer si, da rečem, odklopljen od vseh stvari, ki te vsakodnevno bremenijo in je res odlična priložnost, da se malo umiriš
da razmišljaš kakšne stvari. In se mi zdi, da veliko mladih odide z Mladi Festa res napolnjeni s Svetim duhom, pomirjeni, in da potem je pa na njih, da to pol tudi nesejo naprej. Da uporabijo to, kar so pridobili tudi v Tako, ja. življenju. Vera brez dejanja je mrtva vera. To zmeri tudi tam poudarjajo, da je vero lahko živeti v Medžugorju, potem, ko pa prideš domov v domače okolje, kjer te poznajo, tam pa ni več toliko lahko. No? In se mi zdi, da je tudi pomemben vidik festivala, da mlade za to upogumlja. Kakšni pa so odzivi mladih, ki se udeležijo tega dogodka, romanja? Ja, tik po festivalu ponavadi so navdušeni, ker je velik del festivala tudi druženje med nami, da se recimo zdaj vsi Slovenci, ki odhajamo na Mladi Fest, da se povežemo. Tudi to je pomembno, se pravi te prijateljske vezi. Potem pa eden od takih močnejših odzivov je tudi to, da mladi, ki odhajajo iz Mladi Festa, organizirajo Mladi Fest po drugih državah. Recimo letos prvič poteka v ZDA, Hrvati ga imajo že en lep čas, mi pa letos 5. leto, in sicer tudi letos poteka 30. avgusta v Radencih. Se pravi, da imajo tudi mladi doma možnost podoživeti Mladi Fest. Kaj pa je najbolj navdušujoče glede prihajajočega Mladi Festa in kako lahko sodelovanje na tem festivalu pripomore še k osebni in tudi skupnosti rasti? Nekaj ste že omenili, ampak morda, če še dopolnite. Ja, zdaj letošnji Mladi Fest je izjemoma poteka samo 4 dni, ponavadi poteka 6. Letos manj, ker se tik preden se začne Mladi Fest, zaključi jubilej mladih v Rimu. Zato je pač letošnji Mladi Fest krajši. To potem pa mogoče je res najbolj navdihujoče so ta kateheza in pričevanja, ki postanejo znana tam. Jaz od tega največ odnesem tako navdiha in res zase od tako vsebinskega dela festivala. Zagotovo pa je navdihujoč tudi sam kraj po sebi. To takoj ugotoviš, da gre tam za nekaj posebnega. No? Pa se mi zdi, da ne vem, lani se ful spomnim, da me je najbolj navdihnila misel patra fra Zvonimirja Pavičiča, ki je medžugorski župnik. Namreč rekel je, da mladi pogosto v Medžugorju iščemo mir, ne? In tudi kraljica miru nas nagovarja k miru, ki v svetu še kako primanjkuje. In mi Boga skozi prosimo, da naj nam da mir, v bistvu bi ga pa mogli prositi za odprta srca, da ta mir, ki ga nam ves čas daje, lahko sprejmemo. No in medžugorski župnik Zvonimir Pavičič je rekel, da ne iščite sreče, sreča namreč ne obstaja, iščite mir in ko ga boste našli, boste srečni. In zato se mi zdi, da je to en tak dober razlog, zakaj iti na Mladi Fest po mir. Torej, že sam kraj nosi takšno bogato sporočilo, ni samoumevno, da je tam. Mogoče še tukaj kaj pripomnili, zakaj je tak čar tega kraja in na nek način tudi zbiranja tolikih ljudi, tako mladih kot vseh generacij. Ja, čar tega kraja je mogoče tudi v preprostosti, se pravi nekdo, ki išče nek luksuzen dopust, najbrž ne bo ravno zadovoljen, ne da bi bilo s tem kaj narobe, ampak tudi tega te lahko nauči Medžugorje, se pravi neke preprostosti in se mi zdi, da ponavadi samo v takem smislu lahko tudi najdeš neko duhovno obnovo in mir, konec koncev. Kaj pa bi dali našim poslušalcem, bi lahko rekli vseh generacij, za popotnico, nekaj misli o vsem tem, kar smo danes slišali? Da razmislim, mogoče res kaj o miru, ravno to, ja, da je na nas, kaj sprejmemo, da je od vsakega posameznika odvisno, koliko je pripravljen sprejeti, kar mu je ponujeno, tako duhovnega kot karkoli drugega. In ravno to, ja, ne iščite sreče, iščite mir. Gospodična Petra Vinčec, hvala, da ste bili danes z nami, hvala za vse te misli, navdihujoče to pripovedno o vsem tem, kar sledi. Želim vam še naprej veliko uspehov pri vašem delu in pri ustvarjanju tega festivala. Ja, hvala lepa za povabilo.
Vam pa, drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala, da ste bili danes z nami in želim vam še naprej lepo nedeljo. Sedmi dan.